Renault je za najbolj zahtevne kupce svojih kombijev Trafiq naredil še serijo Space Class. Skrivnost je v teh vodilih na tleh in seveda v prilagodljivih sedežih. Lahko vse odstranite in dobite ogromen prostor, lahko jih obračate, med njih lahko postavite takšno mizico, nič ne bo manjkalo potnikom na kratkih ali pa daljših poteh. Sedeži so usnjeni, da boste lažje brisali umazanijo z njih, polet pa se bolj potili. Ker štirje imajo pritrdišča Isofix, zelo uporabno za velike družine z majhnimi otroci. Ali pa za prevoznike, ki želijo vedno zaskrbljenim staršem ponuditi nekaj več. Tudi sicer je tole super za posel, tukaj imate 220-voltno vtičnico, pa kup USB-jev. Skratka, dovolj bo možnosti za kratko preživljanje časa v tem kombiju. Kaj pa voznik? Kaj dosti sprememb v primerjavi z običajnim Trafiqom ne bo opazil, razen boljšega sedeža in volana. Sedi se pokončno, nič novega za kombi, ampak je položaj odličen, preglednost je tudi dobra. Fajn zadeva je tudi kamera zadaj, sploh pri tej podaljšani različici 5,40 m. Pogrešam pa več odlagalnih mest. Vse jih ni malo nasploh, kar 90 litrov v kabini, ampak tole je preveč na soncu. Tukaj gre samo neka majhna pijača noter. Pogrešam še nekaj. Zelo fina zadeva je pomoč vozniku, da kombi ne zleze nazaj, ko speljujete. Na volanu je tempomat in če doplačate, boste imeli tudi Airlink Evolution, kar je danes že nujno, da se dobro povežete s telefonom. Na prostorninsko majhen 1,6 litrski motor smo se nekako že navadili, sploh ker mu pomagata dihati dve turbini in doseže 340 Nm navora pri 1500 vrtljajih. S tem se vam ne bo zdel prav nič prešibek, nenazadnje ima 107 kW, kar je 145 konjev, in doseže končno hitrost 183 km/h. Edino pri speljevanju se boste včasih zaželeli še kakšen deciliter delovne prostornine več, če bo Trafiq polno naložen, sicer pa bo šlo čisto ok. Poraba 8,5 litrov. Trafiq je v osnovi eden cenejših kombijev na trgu, zato izdelava in vožnja niste na takšnem nivoju kot pri kakšnem multivanu. Glasnejše je blaženje, tudi vožnja na avtocesti je glasna, se kar konkretno sliši rezanje zraka. Vseeno s tako bogato opremo cena prileze do skoraj 40 000 evrov, kar je daleč od poceni, še vedno pa ceneje od konkurence.